Dober večer. Danes odštevamo in praznujemo 10-letnico programa AmCham Young Professionals s 4. generacijo. Z nami je AmCham Top Potencial 4. generacije, dr. Gaj Stavber. Gaj, živjo v Ljubljano. Ja, lepo pozdravljena, Tonja, in hvala za povabilo. Pozdrav tudi vsem, ki nas poslušajo. Gaj je v aktualni vlogi vodja razvojnih projektov v globalni organizaciji projektnega programskega vodenja in lansiranja v Sandozu, Razvojni center Slovenija LEK, in v novi globalni vlogi strateg globalnega razvoja zdravil Sando, ter tudi član nacionalnega odbora za inovacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Gaj, če pa greva kar na AmCham Young Professionals, na začetku si veljal za tistega, ki ni najbolj prepričan, a je ta program prava stvar, na koncu pa si postal zmagovalec in ambasador 4. generacije in tudi danes lahko vsi, ki s tabo delamo tudi v svetu Young, rečemo, da si ključen del naše zgodbe, naš ambasador nasploh. Kje se je zgodil ta preobrat? Ja, imaš nekako prave informacije, no. Moram reči, da je bil to nek čas, no, ko sem bil v neki točki razpotja, ali ne nadaljujem pot kot nek znanstvenik, gradim znanstveno kariero, v kateri moram reči, da sem bil kar uspešen. Obenem pa sem imel neko močno željo, bi rekel v sebi, da bi se podal na pot vodenja, usmerjanja ljudi. Iskal sem v tistem trenutku pač neko smer nadaljnje osebne rasti in zelo mi je mikalo, da bi prižgal nek nov potencial takrat v sebi. Iskali ste tudi potencial, poskušali ste preko programa povezati mlade ljudi, ki enako razmišljajo, imajo neke enake ambicije, ponudili ste najrazličnejše, bi rekel, vsebine, ja, ki so povezani z veščinami vodenja, ne. In podjetje mi je nekako omogočilo, da sem v splošnem se veliko izobraževal na različnih področjih, tudi na področju vodenja, ne, ampak ta program je bil mogoče nekaj posebnega, zdel se mi je pač drugačen, modern, neko ravno pravo mero sproščenosti je imel, resnosti, tudi profesionalizma obenem, ne. In za vsako stvar nekako, ko se v življenju nekako odločam, se mi zdi, da jo jemljem resno, odgovorno in tudi tukaj sem videl, da s programom lahko rastem in da sem obkrožen z ljudmi, kot sem prej rekel, ki imajo enake želje, podobne ambicije in to me je nekako motiviralo, ne. In preko programa, ko sem nekako vijugal z vami, mi je postajal vedno bolj všeč, vedno bolj sem ga čutil, ne. In vedno sem tudi rekel, da če si nekako v dobrem timu, obkrožen z dobrimi ljudmi, kot so bili tudi v tej generaciji, ne, imaš edinstveno priložnost, da se dogradiš in zrasteš. Če si nekje v slabem okolju, pa veš, da je to alarm, da moraš nekaj spremeniti, ne. In točka preloma se je potem pa pri meni nekako zgodila, ne, kot sem se na začetku sprašal v razpotju, ne, oziroma znašel na razpotju, ko sem v bistvu nepričakovano postal top potencial leta in tukaj se pač moram kar priznati odprla pot, pokazala se je smer in našel sem tisti pravi odgovor, nekako, ki sem ga iskal, no. In tudi v podjetju so seveda morali nekako resno glede mene odreagirati, vedno pa pravim, da si večinoma moraš pomagati sam in tudi prihodnost krojiš sam. Gaj, še za tiste, ki ne spremljajo, lahko zastavite kakšno vprašanje in jaz bom poskrbela, da Gaj na to vprašanje tudi odgovori. Ja, veliko si govoril o potencialu in o tem, kako je bila točka preloma, recimo ravno ta program, ampak kaj pa nasploh, kdaj potencial mora rasti, treba ga je uresničevati, treba si je postavljati visoke cilje, kako pa sam veš, kdaj je v karieri čas za premik za eno točko naprej? Ja, to se je meni zgodilo mogoče že kar parkrat, pa tudi zdaj nazadnje, tako kot si omenila, ko sem prišel na to globalno pozicijo stratega. Jaz bom tako rekel, da vedno pri sebi moraš razčistiti, kaj si nekako želiš v življenju ali pa na svoji karierni poti, kaj so tvoje pričakovanja, predvsem pa se mi zdi pravilno, no, da samo reflektiraš in da tudi nekako začrtaš neko karierno pot. Lahko ti pri tem seveda tudi pomagajo, bi rekel, tisti, ki so za to poklicani v službi, tvoj vodja, mogoče tudi, bi rekel, kadrovska služba ali pa specialisti za talente, kjer definiraš lahko tudi razvojni načrt, tudi pri meni je bilo tako podobno, no. Ampak zdi se mi tukaj
pomembno to, no, da ni samo vprašanje, kaj je tvoj naslednji korak. Zdi se mi pomembno, da razmišljaš tudi, kaj je naslednji korak za tem korakom, ker le tako lahko v bistvu urišeš neko pravo pot. Ne. Sigurno, da pridejo v življenju tudi kakšne stvari zelo spontano, ne, vendar, če ti ne razmišljaš v življenju, kako bi rad razvil svoj potencial, potem tudi te stvari, ki spontano pridejo, ne moreš na njih tudi na nek način pravilno odreagirati. No. Bi pa v splošnem rekel to, no, tudi kar verjetno gledajo tudi kakšni mlajši od mene, da se mi zdi v bistvu pomembno, da ko v nekem okolju, ki deluješ, vidiš, da rasteš, da še lahko dodajaš dodano vrednost, da se še učiš, da si še tudi zelo cenjena, ne, potem je fajn v takem okolju še naprej se nekako razvijati. Ne. Ko pa priješ do točke, da si se že veliko naučil, da mogoče to znanje bi bilo dobro, da ga preneseš v drugo okolje in tam ustvarjaš boljšo dodano vrednost, pa je mogoče res čas za premik. Ne. Ampak v osnovi pa mislim, da mora vsak nekako pri sebi razčistiti, kaj si nekako v življenju želi. Nikoli pa se ne zgodi vedno vse tako, kot si želimo. Ne. Saj, če ne bi bilo prelepo. Ne. In videti ta korak, ampak razmišljati tudi še o 2 naslednjih korakih. Ja. Kako pa iščeš to ravnotežje, že na začetku si povedal, si strasten znanstvenik. Si pa tudi lider in že nekaj časa nazaj si ugotovil, da je to nekaj, kjer lahko prispevaš, tudi leadership, vizija, postavljanje strategij. Kako v bistvu najdeš ravnotežje med tema 2 svetovama? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Moram reči, da strasten znanstvenik mogoče nisem več, ker sem res že prešel malo druge vode, čeprav v osnovi in po duši, bi rekel, sem znanstven, sem strokoven človek, bi rekel. Ta svetova sta oba zelo zanimiva, ne? Torej znanost in neka strokovnost na eni strani in leadership, management recimo na drugi. Ne? Njuna simbioza pa je še bolj pomembna. Ne? Ta simbioza v stroki, v kateri jaz delujem, je lahko zelo močna in ustvarja veliko dodano vrednost. Ne? Govorimo o simbiozi tako, da poznaš strokovni svet, kot da se razvijaš v dobrega vodjo. Ne? In kot znanstvenik se ukvarjaš predvsem z raziskovanjem, razvijanjem stvari, z nekimi detajli tudi, ne? In s prispevki v, bi rekel, zakladnico znanj. Ne? Ko vodiš, pa so bolj vsebina ljudje, njihov razvoj, dvig njihove motivacije, iskanja ognja mogoče v njih in ne netenja ognja pod nogami, kot dostikrat rečemo, ne, za prave in pa recimo ne prave liderje. Ne. Stvari postavljaš vedno v nek širši kontekst, ne, in ta širši kontekst je lahko zelo bogat, če imaš v ozadju, bi rekel, tudi dosti znanstvene ali pa tehnične vsebine, ne, sploh bi rekel okoljem ali pa v stroki, ki jaz delam, to je farmacija. Ne. Zoom out, zoom in pristop se mi zdi tudi zelo pomemben, ne. Torej, kot vodja moraš dostikrat, bi rekel, to uporabljati, ne, in za zoom in, ne, da boš dobro razumel tudi neke stvari in znanstvenike, ne, ki ti mogoče pripoveduje, mogoče celo izkažejo, pokažejo pravo rešitev, ne, je potrebno dobro razumeti in če nimaš znanja, bi rekel, na tem strokovnem področju, ti je težko, ne. Trenutno sem stopil, tako kot si povedala, na neko novo pot, ne, ko sem sprejel izziv v globalni organizaciji Sandoja, kot član strateškega tima. In se mi zdi, da ravno ta simbioza med mojo znanstveno potjo in tehničnim znanjem in na drugi strani izkušnja iz projektnega vodenja, tako na lokalnem, kot nekako globalnem nivoju, na globalnih trgih, se mi zdi ravno neka prava vsebina, ne, da tudi kot strateg lahko dobro poznam vse te svetove. Ne. Večinoma so kot strategi ponavadi ljudje iz konzultinga, bom rekel, iz McKinseyja prihajajo, A.T. Kearneyja, Boston Consulting Grupa, tudi v našem timu. Ne. Tukaj pa pri meni gre pa za to, da zelo dobro poznam tako znanstveni svet, kot bi rekel management, široko sliko in pa predvsem se mi zdi to, no, da znaš prepoznati neke prave točke, zastavljati prava vprašanja, ki jih potem sestavljaš iz vseh koncev v nek končni center, kar je, bi rekel, strategija. Ne. In simbioza je tukaj res lahko ena ključna prednost, kot si poudaril. Zoom in, zoom out.
oboje ali pa sploh ta zoom out je mogoče tudi tvoja odprtost in sodelovanje z drugimi kulturami. Veliko delaš v Indiji, veliko delaš z Indijci in tudi drugod si delal nekaj časa v Nemčiji, z Američani si omenil, da veliko delaš. Kako ti sodelovanje z drugimi kulturami pomaga na eni strani bolj razumeti posel, pa ustvarjati posel? Ja, vsekakor se mi zdi, ko nekako sodeluješ z drugimi, predvsem pa z drugimi kulturami, se mi zdi, da si nekako odprtega uma, tudi odprtega srca konec koncev, ker za razumevanje in sprejemanje nekako drugih kultur, mislim, da moraš biti odprte narave in se znati zelo dobro prilagajati. Ljudje smo si različni, kaj šele v sami kulturi, in Indijci so sploh zelo, zelo specifični. Tako da jaz vedno pravim, ko se pogovarjam s kom, se mi zdi, da ta odprtost, potrpežljivost, vztrajnost, prilagodljivost sta danes nujna, se mi zdi, v nekem poslovnem okolju, in ko sodeluješ z drugimi kulturami, se mi zdi, da so to neke ključne sestavine, neke prave formule, če se tako znanstveno malo izrazim. Z Indijci je pa to res nekaj posebnega, ker so res specifična kultura in jaz sem res hvaležen za to življenjsko izkušnjo. Na eni strani te Indija se mi zdi prav očara, ampak hkrati na drugi strani pa tudi zelo šokira, ker, tako kot sem rekel, ponuja doživetje, je nek drugačen način poslovanja, sodelovanja, ampak na drugi strani pa vidiš tudi, bi rekel, kar krizo, pa tudi revščino, pa tudi, bi rekel, neke takšne korake, ki jih jaz kot Evropejc nikakor ne bi odobraval. Se mi zdi, da tudi vzpostavitev osebnega kontakta z Indijci je ključna, predvsem ta prisotnost na lokaciji, zato tudi večkrat odhajamo v Indijo in Indijci se mi zdi, da to zelo cenijo, se bolj poistovetijo s tabo in ti tudi bolj zaupajo in tudi pridobivaš bistveno boljše in prave informacije, kot če jih vodiš nekako nadaljavo. Jaz vedno pravim nekako Incredible India, ker je pač res nekaj posebnega. Mogoče lahko deliva tudi kakšno sliko, če želiš. Ja, prosim ga. Ja. Sva se dogovorila, Incredible India. Incredible India, tako. Ne vem, upam, da vidite. Ja? Vidimo. Se vidi. Ja, tam, kjer pa sem jaz deloval, pa tudi seveda moji kolegi, nekateri imajo tudi bistveno več izkušenj kot jaz, govorim o, bi rekel, v srednjem delu Indije ali pa v severnem delu Južne Indije. Govorim o mestu Hyderabad, ki je v bistvu največje in glavno mesto indijske države Telangana, je kar precej oddaljen, kot vidite, od Delija, pa približno, mislim, da 400 km od Bombeja, tudi nekaj 300 km od Bangalora, kjer je ogromen nekih, bi rekel, indijskih podjetij in indijskih sedežev podjetij. Gre v bistvu za to, da je v tem mestu, bi rekel, Silicon Valley v farmacevtski industriji, imenuje se Genome Valley. To je res, bi rekel, visokotehnološki, bi rekel, park za farma biznis na več kot 600 km in tukaj imajo sedež razvoj in proizvodnje številnih podjetij, med drugim pa tudi Novartis, kot ga vidimo tukaj spodaj, in pa Sandoz, ki je pred enim letom tam odprl strateški razvojni center, enega izmed novih razvojnih centrov, in to je tudi ta slika, ker sem jaz šel tudi k njim na obisk, čeprav sem sodeloval z eno izmed drugih firm, s katerimi pač nekako sodelujemo. Čisto kulturno se mi zdi, bi rekel, čist drug svet. To je stari center Hyderabada, imenuje se tudi Cyberabad, zato ker je ogromno investiranja v IT tehnologijo tam. Amazon je prišel, Microsoft in ogromno tudi Indijcev zaposlujejo, tudi na, bi rekel, na visokih položajih. Indija je tako, zelo kaotična, se mi po eni strani zdi, res promet je zelo, zelo kaotičen na ulicah, bi rekel, je kar precej šokantno na določenih predelih, torej Evropa se s tem nekako ne more primerjati, tudi zelo, bi rekel, nečisto, si kdaj prav šokiran nad kakšnimi, bi rekel, prizori. Mogoče to je boljši nazor, lep primer v centru Hyderabada, kako prodajajo recimo meso, sigurno obstajajo tudi še lepše mesnice, ampak
tale je bila res prav šokantna, veliko je tudi, bi rekel, neke revščine, ampak na drugi strani pa se mi zdi, da so ljudje zelo topli, pripravljeni za sodelovanje in tudi se mi zdi, da ta osebni kontakt in tvoja prisotnost tam, kot sem prej rekel, zelo šteje. No. In tako smo uspeli zgraditi zelo dobro sodelovanje s tem podjetjem. Smo danes, bi rekel, na tem produktu zelo uspešni in sem ponosen, no, da se mi zdi, da smo, kot sem tle napisal, one team with one agenda. No, in to se mi zdi pa zelo pomembno, ker nadaljavo je to mogoče malo težko, bi rekel, voditi. Ne. Tako da Indija sem vsekakor nad njo navdušen in sem tudi hvaležen seveda podjetju, da mi kaj takega omogoča. No. Dobra izkušnja za osebno rast. Gaj, hvala, da si nam predstavil še to izkušnjo. Zdaj, ker nas čas že malo preganja, ne bova mogla ostati dlje pri Indiji, čeprav bi si jaz to želela. Veš kaj, v bistvu Bogo naju tukaj pozdravlja in te sprašuje, kako vidiš sedaj po svojih izkušnjah ravnotežje, simbiozo med znanostjo, menedžmentom in pa še duhovnostjo oziroma neko širšo sliko na drugi strani. Imaš tukaj kakšen komentar? Ja, absolutno. Bogo, lepo pozdravljam, sem vesel, da si se oglasil. No, v tej simbiozi med, bi rekel, menedžmentom in znanostjo sva že prej malo govorila, če pa vpletam v bistvu še malo ta duhovni vidik, pa se mi zdi tudi zelo pomemben. No. Iskanje nekega ravnotežja, nekega miru v sebi se mi zdi zelo pomembno, tudi predvsem za mlade, ki so zelo, bi rekel, prodorni, ambiciozni, mogoče kdaj tudi vihravi in ta, bi rekel, potrpežljivost in vztrajnost, če jo nosiš v sebi in nek mir, ki ga najdeš v sebi, se mi zdi, da ti zelo pomaga pri tem, da lažje premikaš stvari in da se tudi lažje soočaš s spremembami. Tako da nek tak pogled vase in umirjenost v sebi se mi zdi zelo pomembna. Ni lahko, je kar precej težko, tudi jaz, bom rekel, imam s tem kar izzive, ampak si nekako kar probam kdaj pomagati in si ponavljam v bistvu te misli, mogoče, ki sem jih delil z vami, da se probaš res nekako umiriti, biti potrpežljiv, vztrajen, predvsem pa najdeti nek mir v sebi, pa obdržati res odprt odprto glavo. No. Gaj, hvala. Še eno vprašanje ti bom zastavila, v bistvu je vezano na to obvladovanje sprememb, ravnotežje, imeti odprto glavo, kar si že zdaj. A je mogoče tudi so to ključni izzivi talentov danes? Ja, Tonja, bom rekel, je to sigurno en izmed ključnih izzivov. No. Zdi se mi, da so, bi rekel, mladi zelo prodorni, tako kot sem prej rekel, zelo inovativni, zelo jih zanima nek modern svet in tudi želijo spremembe. Ne. Spremembe si pa pač ne moramo privoščiti iz danes na jutri, tako kot vsaka strategija poteka short term, mid term, long term, bi rekel, tudi spremembe na tak način potekajo. Ne. In tukaj dostikrat pride, bi rekel, do nekih konfliktov razumevanja med mladimi in pa na drugi strani, bi rekel, seniorji. Ne. Jaz bi pa rekel, da ravno ta simbioza med mladimi in seniorji je ključna in ravno ta rodi najboljše, bi rekel, spremembe in tudi ta najbolj rodi prav način obvladovanja teh sprememb. Ne. In jaz mislim, da ključni izzivi današnje mlade generacije, kako se bo soočala s spremembami, kako jih bo obvladovala, predvsem pa, kako jih bo implementirala. No. In za implementacijo mislim, da so potrebna oba svetova, tako mladi kot starejši, nekdo prinaša izkušnje, nekdo pa prinaša energijo, strast, vihravost, inovativnost in se mi zdi, da tudi AmCham združuje oba svetova. Ne. Imamo young programe in imate na drugi strani tudi razne dogodke, kjer prihajajo zelo zreli lideri in ta simbioza med njimi se mi zdi, da je prava naložba za prihodnost. Gaj, hvala za te poudarke. Ja, simbioza med izkušnjami in energijo. Hvala, ker si bil z nami. To je vse. Zdajle pa samo še hvala AmCham Heroes, da nas podpirate v platformi Young že 10 let. Hvala in hvala za vaš čas in za pogovor. Lep pozdrav!